Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Slovenije Bistriške kabelske televizije. V prvih dneh marca, ko z nestrpnostjo pričakujemo otoplitev, čeprav 1. marca nastopi meteorološka pomlad. Nizke temperature, ki jih spremljajo snežni meteži in zastoji v prometu ter vse, kar sodi k zimskim tegobam, je malce okrnilo tudi počitniško veselje na snegu. Pretekli teden pa se je zavedno poslovil tudi novinar Bojan Sinič, urednik in direktor časopisa Panorama. Njegova nenadna smrt ne bo pustila velike vrzeli samo pri bralcih bistriškega tednika Panorama, temveč tudi pri vseh, s katerimi je veliko let sodeloval v najrazličnejših sferah družbenega življenja. V informativni oddaji tega tedna pa boste kaj več izvedeli tudi o delu zimske službe in že v 21 gledaliških dnevih. V slovo Bojanu Siniču, glavnemu in odgovornemu uredniku Slovenije Bistriškega tednika Panorama. Pretekli teden so se v različnih krajih Slovenije Bistriške občine začeli gledališki dnevi. Kako poteka na Bistriškem vzdrževanje cest v zimskem času? V rubriki Lokalne novice objavljamo tudi nekaj več informacij o vzdrževanju cest na Bistriškem. V 63. letu starosti je umrl Bojan Sinič, dolgoletni glavni in odgovorni urednik tednika Panorama. Lokalni tednik izhaja že 27 let. Vse od ustanovitve mu je urednikoval Bojan Sinič. Njegova Panorama je sodelovala pri organizaciji številnih prireditev in dogodkov na Bistriškem, med drugim pri razglasitvi direktorja leta in športnika leta, pri izboru Zlate vrtnice in pri makeljski formi Vivi. Bojan Sinič je opravljal številne funkcije v organizacijah, društvih in klubih. 3 mandate je vodil Športno zvezo Slovenska Bistrica. Bil je tudi predsednik kluba novinarjev Slovenska Bistrica in ustanovni član Lions kluba Slovenska Bistrica ter pobudnik številnih humanitarnih akcij v lokalnem okolju. Bojan Sinič je novinarsko sodeloval tudi z drugimi mediji, predvsem z Radiem Maribor in Štajerskim valom. Že v dijaških in študentskih letih se je preizkušal v novinarstvu. Sprva največ v športnem novinarstvu in kot dopisnik iz Maribora, z opravljeno prakso pri delu, večeru in sportskih novostih. Po prvi redni zaposlitvi kot vodja službe za informiranje v Metalni Maribor, leta 1980 pa z gospodarstvom in korporativnim komuniciranjem. Leta 1990 je v Slovenski Bistrici ustanovil enega prvih zasebnih časopisov pri nas, lokalni 14-dnevnik Panorama, ki je leta 1994 začel izhajati tedensko. Bojan Sinič je za svoje delo prejel številna družbena in društvena priznanja. Bil je tudi športnik, rekreativec in aktiven krvodajalec. V soboto 24. februarja so se v organizaciji območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije pričeli 21. gledališki dnevi, in sicer območno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Predstave potekajo v različnih krajih Slovenije Bistriške občine. Doslej so si lahko obiskovalci ogledali predstavo Marija Sedmica v izvedbi kulturno-umetniškega društva Matiček Spodnje Polskave. Zakonci stavkajo je izvedel Kut Alojza Avžnerja Zgornja Ložnica. Marš v 300 narodnih pa satirično gledališče Uščip teater. V nedeljo 4. marca pa bo na Črešnjevcu nastopil Kut Štefana Romiha s predstavo Štajerc v Ljubljani. Letošnja zima je pošteno pokazala zobe. O problematiki izvajanja zimske službe smo se pogovarjali s Simonom Unukom, ki je na delovnem mestu svetovalca pri Bistriški komunali zadolžen tudi za področje cest. Uvodoma mogoče najprej nekaj stavkov o cestno-prometni infrastrukturi in pa objektih, s katerimi upravlja oziroma jih vzdržuje javno gospodarsko podjetje Komunala Slovenska Bistrica. Najprej lep pozdrav. Seveda, mi vzdržujemo vse lokalne ceste na območju občine Slovenska Bistrica.
Potem vzdržujemo vse mestne ulice oziroma tako imenovane javne poti in pa pločnike v samem mestu Slovenska Bistrica. Zdaj, če na hitro povem, imamo 218 km lokalnih cest, nekje 46 km imamo mestnih ulic in pa seveda okoli 30 km pločnikov v samem mestu Slovenska Bistrica govorimo, ne. Tako da vse to vzdržujemo mi seveda z našim podizvajalcem pogodbenim in pa z samimi tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago komunala. Ena od pomembnih nalog zlasti v tem letnem času, se pravi v zimskem času, je seveda izvajanje zimske službe. Povejte nam, kakšne so pravzaprav prioritete, mogoče še nekaj stavkov tudi v sami tehnični opremi in pa seveda na kak način je organizirano izvajanje zimske službe. Torej, zdaj same prioritete nam nalaga že na eni strani Zakon o cestah, na drugi strani pa izvedbeni pravilnik. Teh prioritet se tudi v principu držimo. Nekako so tu, se pravi, te zbirne lokalne ceste so prioriteta, potem vse te javne ustanove, kot so zdravstvene domove, domi za starejše in tako naprej. To je v osnovi princip pluženja in pa vzdrževanja teh cest v zimskem času. Vse ostale ceste se tudi vzdržujejo, vendar te ceste imajo prednost, ker so te javne ustanove, ti centri nakupovalni, ker se bližajo tudi, kar se tiče pločnikov, največ pešcev nahaja in tako naprej. Zdaj mogoče imamo malo sreče, da ta teden ni šole, so počitnice, nam gre na eni strani na roko, čeprav nam pa vreme dejansko, lahko rečemo, milo rečeno, ker zagodlo v tem času. Jaz sem zdaj tule že v tem, se pravi, že 7. leto v zimski službi in pa takšnih vetrov, kot so pa zdaj v tem času na Pohorju, pa saj tudi tu v nižini, jih ni bilo. Na Pohorju smo že imeli primere, ampak to je bil dan, dva, zdaj pa že to se vleče kar nekaj dni. Zdaj samo opremo, ki imamo na komunale, imamo dve plužni enoti, opremljeni z vlečnim posipalcem in pa z plugom, in pa dva traktorja, prav tako opremljena z vlečnim posipalcem in plugom. S traktorji vzdržujemo pločnike v mestu Slovenska Bistrica, z plužnimi enotami pa v okviru izvedbenega programa zimske službe določene lokalne ceste in pa seveda del mesta Slovenska Bistrica, to se pravi industrijski coni. Vse ostalo nam seveda pluži in vzdržuje naš pogodbeni podizvajalec, ki pa ima 6 popolnoma opremljenih plužnih enot, to se pravi tovornjakov opremljenih z vlečnimi posipalci in pa z plugom, in pa seveda še ima svoje podizvajalce z traktorji na Pohorju, ki mu seveda plužijo te pohorske ceste. So tudi na dosegu roke takoj, predvsem zdaj v tem času, ker imamo res velike probleme z zameti. Dejansko ste že sami povedali, da je letošnja zima pokazala oziroma še vedno kaže zobe, neka minimalna oblikica sibirske zime. Zdaj dejstvo je, da smo že vsi skupaj postali malce razvajeni. Težko je biti ob istem času na marsikaterem mestu, pa sicer ste imeli glede na to zimo kakšne posebne težave pri zagotavljanju prevoznosti, dostopov? Torej, lahko rečem, do nocojšnje oziroma do včerajšnjega dne ne. Včeraj smo se prvič zgodilo, da smo imeli zaprto cesto Šmartno-Areh in sicer pred naseljem, v naselju samem Vojtna, kjer je ena takna izpostavljena lega, in smo pa to tudi v cirka 3 urah smo potem to rešili z snežno frezo. Trenutno pa imamo en zastoj, vendar prebivalci niso odrezani od sveta, ker imajo možnost pač nekih obvoznih cest, to se pravi je Ogljenšak Kalše. Na enem delu, to je se pravi nad Kočnim, je zaprto, tako da eni lahko grejo čez Šmartno dol, drugi lahko grejo gor, pa nazaj dol v mesto in pa seveda dol sem nazaj proti Bistrici iz Kočnega. In pa seveda nad Zgornjo vasjo, Zgornjo Novo vasjo, tam imamo tudi trenutno čakamo, da bo prišla freza, ker jo imamo zdaj na enem drugem mestu. In drugih večjih takšnih težav, seveda moram pa reči, da smo pa, lahko rečem, 24 ur zunaj na cesti, predvsem na pohorskem območju. Dejansko zdaj ta povečan obseg izvajanja zimske službe seveda vpliva tudi na same stroške
izvedbe na to najbrž nimate kakega posebnega vpliva. Konec koncev potrebno je zagotoviti ustrezno prevoznost cest, prehodnost pločnikov in pa seveda dostopnost parkirišč in drugih javnih površin. Tako je, prav imate. Zdaj v februarju, kakšna bo višina teh stroškov, vam seveda v tem trenutku ne morem odgovoriti. Za tako izhodišče je pa seveda vam lahko povem, ravno prej sem kolego naročil, da me potegne, smo že porabili 1200 kubikov peska in pa 450 ton soli v mesecu februarju, ne, od začetka meseca februarja. Tako da v temu primerno bodo tudi stroški, žal, vendar, če hočemo zagotoviti prevoznost, za sabo potegne to tudi stroške. Nam seveda dovoljuje zakon in pa pravilnik, da bi lahko tudi v nočnem času zaprli nekatere ceste. To zakon dovoljuje, vendar iz preprostih razlogov dostopnosti, naj se bo zdravstvenih ali pa kakšnih drugih nesreč, tega kratko malo ne želimo uvesti in poskušamo res vse narediti za to, da bi bile te ceste prevozne. Seveda pa to za sabo potegne tudi stroške. Skupina Impol smo proizvajalec izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin. Sedež skupine Impol je v enem najstarejših krajev v Sloveniji. Slovenska Bistrica leži na severovzhodu Slovenije in je mesto z bogato industrijsko tradicijo. Odlična geografska pozicioniranost zagotavlja učinkovitost in hitro odzivnost v vse smeri. Z izdelavo bakrenih izdelkov smo začeli že pred skoraj 200 leti. V 50 letih prejšnjega stoletja smo proizvodnjo preusmerili v izdelavo aluminijevih izdelkov. Ves čas sledimo zastavljenim ciljem. Z lastnim znanjem in vrhunsko kakovostjo zagotavljamo izdelke z najvišjo možno dodano vrednostjo. Skoraj 90% naših proizvodov izvozimo na zahtevne evropske trge. Uspešno prodiramo tudi na nove trge in povečujemo svoj tržni delež v Braziliji, Rusiji in drugih perspektivnih trgih. S svojimi izdelki aktivno sodelujemo na priznanih mednarodnih sejmih. Produktni program predstavlja obsežno ponudbo različnih aluminijevih izdelkov in zlitin. Proizvajamo valjene in stiskane izdelke. Naša ponudba vključuje folije, pločevine, trakove, palice, cevi in profile. Specializirani smo tudi za nišno proizvodnjo odkovkov in rondelic. Celovitost programa je naša konkurenčna prednost, ki nam zagotavlja stabilnost na trgu. Proizvodna kapaciteta skupine Impol je 170 tisoč ton izdelkov letno in se še povečuje. V Impolu vseskozi povečujemo produktivnost in nadgrajujemo poslovno proizvodne procese. Ti potekajo na različnih lokacijah v Sloveniji in Srbiji. V proizvodnem procesu livarne surovino najprej pripravimo, jo stalimo in prečistimo. Ko je talina pripravljena, začnemo s procesom litja. S pomočjo livnih naprav izdelamo brame in drogove, ki se uporabljajo v nadaljnjih proizvodnih procesih.
Osnovna postopka valjanja aluminija in zlitin sta toplo in hladno valjanje. S krmiljenjem hladne in tople obdelave dosežemo specifična stanja, lastnosti in odlično kakovost izdelkov. Aluminijaste folije predstavljajo obsežen proizvodni program. Z obvladovanjem proizvodnega procesa postajamo vrhunski specialist za izdelavo, prodajo in distribucijo dvojčenih in enojnih folij iz aluminijevih zlitin. Izdelujemo tudi rondele, rebrasto pločevino, pločevino in trakove. Proces izdelave palic, cevi in profilov vključuje postopke, s katerimi izdelamo visokokakovostne, toplotno obdelane izdelke. Začnemo s postopkom homogenizacije in struženja, sledi segrevanje in stiskanje na sodobnih stiskalnicah. Nadaljujemo s hladno in toplotno obdelavo ter končamo z ravnanjem in razrezom materialov. Pri postopku iztiskanja oblikujemo profile različnih oblik, debelin sten ter razliko v razmerju med širino in višino želenega profila. Nova linija Alumobil deluje kot samostojen proizvodni proces, v katerem s stiskanjem proizvajamo profile in palice zahtevnejših oblik. Podjetje Impol Seval je del skupine Impol od leta 2002. Danes velja za največjega predelovalca aluminija in edinega proizvajalca valjanih aluminijskih izdelkov v Srbiji. Seval letno proizvede in proda 65.000 ton izdelkov. Sem sodijo trakovi, pločevine, barvane pločevine in trakovi. Aluminijaste izdelke in zlitine proizvajamo s postopki litja ter toplim in hladnim valjanjem. Proizvodnja je sodobno tehnološko opremljena in skladna z mednarodnimi standardi. Z zagonom nove linije za barvane trakove bomo konkurenčno prednost še povečali. Z nenehnimi vlaganji v raziskave in razvoj uresničujemo zastavljene cilje. Udejanjamo napredne tehnologije in ustvarjamo inovativne izdelke. Razvijamo nova znanja in aplikacije za doseganje višje dodane vrednosti in kakovosti izdelkov. Z vrhunskimi strokovnjaki sodelujemo tudi pri mednarodnih projektih letalske in vesoljske industrije. V vesolju že kroži satelit, ki smo ga pomagali soustvariti. Integracija zaposlenih v vse dejavnosti organizacije vseskozi zvišuje delovno učinkovitost. Stabilnost zaposlitve ter pošteno plačilo za dobro opravljeno delo ustvarja motivirane in zadovoljne zaposlene. Cenimo lojalnost in spoštujemo medsebojne odnose. Večkrat letno organiziramo različne dogodke, namenjene sproščenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju. Velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju kadrov. Investiranje v profesionalno in osebnostno rast delavcev je ena naših ključnih nalog. Za dosežke pri bogatitvi znanja zaposlenih smo tudi nagrajeni. Smo aktivni zagovornik okoljske politike.
Izvajamo zastavljene okoljske programe in uvajamo ekološko učinkovite postopke. Te zahteve prenašamo tudi na dobavitelje in vse tiste, s katerimi poslovno sodelujemo. V skrbi za okolje se pridružujemo različnim domačim in mednarodnim projektom. Sožitje z lokalnim in širšim družbenim okoljem je ena naših temeljnih usmeritev. Že vrsto let podpiramo kulturna in športna društva, katerih člani osvajajo odlične rezultate na mednarodnem nivoju. Danes je Impol podjetje z jasno vizijo in poslovno strategijo. Širili in izboljševali bomo svojo dejavnost in še naprej zanesljivo izpolnjevali zahteve kupcev. Inovativnost, marljivost, prilagodljivost, odličnost in lojalnost. Impol. Spoštovani, kljub nastopu meteorološke pomladi zimi še ni videti konca, zato poskrbite, da bodo vaši štirinožni prijatelji na toplem. Poskrbite pa tudi za prosto živeče živali. Če se odpravljate na pot, ne pozabite, da mora imeti tudi vaš jekleni konjiček zimsko opremo. In vozite počasi, kajti ceste so polne pasti, ledu in snežnih zametov. Pozorni pa bodite na ledene pasti, tudi pešci. Vsem skupaj pa veliko sreče, kjerkoli že boste. Pa srečno!